Zdravo, ekipca. Najprej mi povejte ime. Ste zmagovalci, tako da... Ja, ime smo razvajenčki ekipa, tradicionalno ime, posod tak tekmujemo s tem imenom praviloma, ja. Čestitke za zmago. A bi mi mogoče zaupali, katera vam je bila najljubša kategorija danes? Ja, najlepši so bile tiste, ki smo jih seveda dali jokerja, recimo celo slonca nam je bilo všeč, ja, drugače pa tiste iz ptičje perspektive zelo všeč. Kar nekaj je bilo lepih tem za nas danes, se pa zelo neklasične teme so to, tako da je vedno izzivalno, ja. Super, kaj pa mogoče najtežja, tista, ki vas je najbolj mučila? Bauštela. Melodija, pa še bauštela, pa še celo bolj, ja. A mi zaupate, kdo je vedel največ odgovorov, po drugi strani pa kdo je bil mogoče za mizo samo za okras? Vsi smo prispevali svoj delež, kdo pa je največ vedel, ponavadi tako kot igramo, ampak mislim, da smo vsi približno podobno prispevali, ja. Pa večkrat sodelujete na tako zvanih pub kvizih? Ja, ogromno, po celi vzhodni Sloveniji, tudi v Ljubljani, kdaj smo Kviz Mojster ligo zmagali med drugim, tako da smo vajni teh pub kvizov, da pa tako z 20 temami, pa 100 vprašanji, pa ne vidimo pogosto, pa tudi takšne, kjer je tak dež pada, v začetku zelo posebna dogodivščina. Nas veseli, to je bil namen. Torej, za nagrado ste dobili board game, namizne igre. Jih špilate tudi doma, kaj? Ja, sicer jaz ne toliko, ampak oni pa imajo tudi neke kvizovske, koliko mi je znano, pa tudi v televizijski kvizu, tako da ja, bomo se mogoče dobili še, ko bojo kakšna praznovanja, zmag določenih tam v Sladkem vrhu, recimo, mogoče s kakimi igrami tudi prijemo, ja. Živijo, Kaja. Kot članica zadnje ekipe, mi sam zaupaš vaše ime? Blondis. Čestitke za prvo mesto, sicer zadnjega konca. Povej, ste bile prvič na pub kvizu, ste bile že večkrat mogoče? To smo bile prvič, tako da je bilo zabavno, zanimivo. Malo smo se veliko čudile vmes, ampak ja, nasplošno zabavno zelo. Mogoče znaš povedati, nam pojasniti, kaj je bilo krivo za rahlo neznanje, za napakice? Ja, ful smo bile preveč confident v naše odgovore in je bilo tako, pesem je bila, smo dale Rihanna, Umbrella, na koncu je bila Beyoncé, Hello in smo bili samo tako, a resno, ali kaj. Pa Scotty Doesn't Know, ena se je pol ful ker je bilo tako, no, to pa znam na pamet in smo bili tako, ja. Ampak ste bile samozavestne do konca, fajn ste se imele, predvidevam, upam. Ja, fajn smo se imele. Najbolj smešno mi je bilo na koncu, ko so bili logoti in je bilo Slovenske železnice. Jaz se idejno tako na Slovenske železnice. Ono mene, kaj? Jaz tako, ok, clearly ne hodiš z vlakom v šolo, hvala lepa. Kot članica komisije, najbolj lušna, najbolj simpatična, pa najbolj zgovorna. Kako je bilo gledati nas, ko smo napenjali naše možgančke? Ja, ful je bilo smešno, če sem čisto iskrena. Nič ne premaga onih začudenih obrazov ali pa smeha ali pa v bistvu vsi na kup spravijo in začnejo debatirati in iskati prave rešitve, pač best feeling ever. Najboljši občutek ever za vse moje slovnica fane. Povej, a si bila že kdaj na toliko mokrem stageu? Spet, nič ne premaga Roka na Visti leta 2022, ko smo z Joker Outi skoraj zaplavali na odru, tako da tole danes je bilo v bistvu full easy. Pa si bila mogoče kaj žejna, glede na to, da si imela v eni roki mikrofon, v drugi pa cel čas dežnik? Ja, na mojo veliko žalost nisem mogla piti vmes. Tudi brezalkoholno, vse mislim tudi brezalkoholno, ampak nisem mogla nič piti, ker pač ja, v eni roki sem imela mikrofon, v drugi sem imela dežnik in kaj naj, noben ni prišel, da bi mi zlival pijačo v usta. No, potem pa pejva, te povabim.